No, najprej bi vse tukaj prisotne pozdravil, vse na Zoomu in vse Slovenke in Slovence, ki bodo ali so že nas spremljali, tebe ali kogarkoli na Belisu in v vseh teh aktivnostih, ki jih počnemo. Šolstvo je en izmed najbolj bistvenih elementov naroda, ljudstva, države, skupnosti. Šolstvo je tudi odraz kulture. V njem se skriva zgodovina, ki je lahko dobra ali slaba, ali zlagana, ali pravična, ali poštena. Sam sem obiskoval osemletko v času od 63 do 71. leta, 17. maja imamo 52. obletnico in spomnim se kot otrok, da smo kar non-stop nekaj korakali, pa neke partizanske pesmi peli. Pa pred poukom smo vstali, pa nekaj govorili, neke parole za nazid. Meni je to bilo vedno čudno. V razredu smo se vedno prepirali, eni so bili za Ruse, eni so bili za Amerikance, ampak nič ni vedel, zakaj gre. Res je, celo mislim, da v 4. ali 5. razredu sem izustil eno bogokletno misel, ker sem izjavil, da med kavbojci pa partizani ni razlike. In mama je morala priti v šolo na zagovor, ker sem pač povedal, da ne razumem, da kavbojc ima pištolo na 6 nabojev, pa streli enkrat, pa jih 10 ali pa 12 pade, partizan ima pa puško, pa enkrat streli, pa jih tudi 10 ali pa 5 pade. Ne? In meni to ni bilo jasno. Mine 8 letka, gremo v srednjo šolo. Tam smo že malo manj korakali, pa malo manj, ampak še vedno pri zgodovini, ideologija, partizani, pa oni, pa vse skupaj, pa bitke na Neretvi. Ampak jaz sem že takrat, ne vem po kakem naključju, hodil v Avstrijo, v Lipnico. Ne vem, s kom sem šel po nakupe in je to bila za nas, kaj smo vse tam videli, na grad Cergace, v Lipnici, v mali ulici, 300 metrov veliki, smo videli stvari, ki jih v Sloveniji, oziroma takrat v Jugoslaviji, ni bilo nikjer. Predvsem se pa spomnim nekaj profesorjev. Zakaj? Zaradi tega, ker sem 30 let po tem, ko sem končal osemletko, v eni zadevi se spomnil na profesorja pokojnega Milana Njegovana, šahista, ki nam je nekoč razlagal, da po listini Združenih narodov je zaščiten človek, družina, otroci, zasebna lastnina, intelektualna lastnina. Čakaj malo, kaj pa je zdaj to? In res, 99. leta pride gospod do mene, ne vem po kakem naključju, kjer so mu policisti vzeli vozniško in sodišče je izdalo odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. In vprašal sem se, kaj to je. In sem začel študirati za nazaj, kaj smo se učili v osemletki. Aha, Milan Njegovan je rekel, intelektualna lastnina je zaščitena. In tudi pozneje sem nekje še to slišal, ne? Da ti znanja nišče ne sme vzeti. In napisal sem eno primitivno pritožbo in možakar je čez par mesecev prišel in obdržal vozniško. Mislim, da sem se takrat najbolj zavedal, kaj pomeni znanje, kaj pomeni zapomniti si bistvene stvari. Ampak vidite, od vseh osemletke, od srednje šole pa nekaj malega študija, sem si zapomnil nekaj, kar je bistveno danes. Človek mora biti na prvem mestu, zasebna lastnina, kažem, intelektualna lastnina, odnosi in tega mi v šoli nismo dobili, ker smo bili vzgojeni, da partizani, zjutraj partizani, zvečer in partizani po noči in sami partizani, v soboto, v nedeljo pa kavbojci, ker smo to v kino gledali. In to šolo smo preživeli. Eni bolj uspešno, eni manj uspešno. Pol smo srednjo šolo nekako preživeli. Pol sem se vpisal na študij na Višjo tehnično v Mariboru, študij ob delu in sem dobil za profesorja enega možakarja, idiota, ki je v času pisana kolokvija, si postavil na tole predavalniško mizo stol in se vsedel gor
da je lahko nas nadziral. Ko sem to neumnost videl, sem nehal študirati, ne? Sem rekel, tega ne bom naredil. Kolega je naredil matematiko pri tem profesorju v 4. poizkusu, ampak fasal tudi raka in tudi čez 10 let umrl. Zakaj je šolstvo pomembno? Pomembno je zato, ker v bistvu šolstvo usmerja človeka, ne sme ga vzgajati, ker vzgajal je v komunizmu, fašizmu, nacizmu. In po naši ustavi, po 54. členu, imajo samo starši pravico in dolžnost skrbeti, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ne šola, ne država. In ravno zdaj v času te nore, ne vem, kako bi imenoval, koronske neumnosti, ne, se je pokazalo, kako je država prevzela 54. člen, odzela staršem pravico in tu sem se najbolj prijel za glavo. Mislim, da vsaj enim 14, 15 mamam so mi podpisali pooblastilo in sem na šolo v zvezi s temi zadevami poslal urgence, da se dobimo, z niti ene točke ni bilo odgovora. Se pravi, šola je zatajila na celičku. Vsi vemo, kaj se je zgodilo par dni nazaj in jaz ta dogodek razumem. Imam 2 otroka, Zlata, pridna, oba živita, delata na Dunaju in oba sta v procesu šolanja v Sloveniji imela težave. Ampak ne težave z znanjem, z vsem tem, ampak z ideologijo. Hčerka Barbara, super odličnjakinja, se je vpisala na klasično gimnazijo v Mariboru, 1. letnik vzorno naredila, v 2. letniku pa je padla v roke predavatelju latinščine, ki jo je tako z nekim načinom mobinga spravil v situacijo, da smo jo izpisali v šolo, jo umaknili v otroško bolnico, da smo sploh ugotovili, kaj z njo je, in počakala je, da se je odprla nova srednja šola v Slovenski Bistrici, odprla se je nova šola, naša Barbara se je vpisala in je eksplodirala. Prva zlata maturantka in tak naprej. Nikoli ni bilo prisile, pri nas je vse svobodno, internet v hiši od leta 96, nobenih omejitev, nobenega izklapljanja, nobenih prepovedi. In ko je 12. doštudirala, univerzitetni diplomirani ekonomist, je rekla, ata, jaz vem, da si ti nekaj na meni študiral. Pa mi povej. Rekel, bom ti povedal, jaz sem na tebi študiral en princip, ki pravi, da če je človek svoboden, je ustvarjalen. In mi je še vedno hvaležna. Imam sina, ki je 12 let mlajši, se je vpisal v ekonomsko šolo v Mariboru, računalniški oddelek, in je padel iz nemščine, popravca. Zopet neka profesorica se ga je lotila in mu je zabila to nemščino v glavo, in je poskušal še enkrat, zopet ni naredil, ne? In rezultat tega je bil, da se je sam vpisal v trgovsko šolo in v 3. letniku še 2 uri pred konferenco zaključno ni vedel, ali bo naredil slovenščino ali ne. Predstavljajte si ta mobbing strani učiteljev, predavateljev, profesorjev. In kaj sem naredil? Sem rekel, dragi sine, če ti padeš iz slovenščine, bolj bom jaz poskrbel, da ta tvoja profesorica bo ob hišo, ob avto, ob vse. Ker v razredu imaš ljudi druge nacionalnosti, oni bojo imeli 2, ti, ki si pa avtohtoni Slovenec, boš pa padel. Zadeva je dobila takšen obseg, da on je naredil. To je bilo stresno, jasno, da. Danes pa živi in dela na Dunaju v svetovni firmi, naredil je že 2. državni izpit iz nemščine, z navadno trgovsko šolo dela na takem položaju, da hčerka, ki je zelo visoko situirana na ameriški ambasadi na Dunaju, edina Slovenka v Evropi, je rekla, da je vesela, ker bratec ima samo malček nižjo osnovno plačo od nje.
Se pravi, ker je naš sin uporabljal internet že od leta 96, čeprav se 95. rodil, ne, tako je bil, se je toliko naučil preko interneta, da lahko danes na svetovnem trgu se prodaja. Ne. Je neka druga zgodba. Zakaj sem to povedal? Ne zato, da bi se hvalil, ampak da vam povem, da šolski sistem, ki ga spremljam zdaj, je v določenih segmentih, bi rekel, pozitiven, v večini pa producira fah idiote. Se pravi, učence vkaluplja, uničuje njihovo ustvarjalnost. Hčerka je imela srečo, da je na novo nastala srednja šola v Bistrici in je tudi prva zlata maturantka, ne? Zato ker v začetku so ljudje še imeli elan. Ne vem, zdaj imajo 20. obletnico šole, ne vem, kak je zdaj. Ne? V glavnem ugotavljam, da šolski sistem ne sledi učencem, otrokom, ampak še vedno ideologija iz prejšnjega sistema, ki skoraj govori, da je vse prepovedano. Ne? Jaz sem pa moje otroke učil samo 12 točk in oni jih vejo, kadarkoli. Prva točka, da sposobni ljudje menjavajo delo, sposobni ljudje si sami postavijo ceno in sposobni ljudje znajo reči ne. In to bi pričakoval, da bi te v šoli naučili, ker je to način komuniciranja med ljudmi. Pol je naslednji sklop, ki pravi, samo 4 stvari so v življenju prepovedane in to ne velja za otroke, to velja za vsakega človeka na zemeljski kugli. Prepovedano je hujskanje nasilja, izvajanje nasilja, povzročanje škode in nelojalna konkurenca, ljudje božji. Vse ostalo je dovoljeno. In me zanima, koliko Slovencev to ve. Doktori prava, sodniki, odvetniki, s komerkoli komuniciram, me gledajo, kot da sem z Marsa priletel. In to je katastrofa. In naši otroci, če niso tako vzgojeni ali pa po podobnem principu kot moji, na Zahodu ne dobijo službe, ne dobijo dela. In tako vzgojeni so študenti fakultete za družbene vede, te humanistični, ne. Tehnika ni problem, kdor študira tehniko, dobi kjerkoli, če je sposoben, nobena težava. Zelo pomembne točke so, ki bi pričakoval, da te izobraževalni sistem nauči, pa te ne, je to, da bi si ljudje, preden se česarkoli lotijo, postavili vprašanja. Preden se česarkoli lotiš, sem jaz mojim otrokom povedal, takoj, ko so bili stari nad 15 let, sem rekel, zdaj pa vam bom povedal še 5 točk, prej sem vam povedal 4, pa 3 je 7, pa še zdaj te, ki pravijo, preden se česarkoli lotiš, se vprašaj vedno, ali mi je to potrebno, kaj hočem doseči, koliko sem pripravljen časa vložiti, koliko denarja in kako bo to vplivalo na mene in na ljudi okoli mene. Vidite, to od vsakega šolskega sistema pričakujem, da bo otrokom postavil te misli v glavo. Ne pa jih vkalupljal v šablono in tako naprej. Zato sem pristaš tega, da se šolstvo mora in zdravstvo in še marsikaj deliti v javno in zasebno. Ne pristajam na to šablono, bomo imeli nekaj tako, imamo mi zdaj, pa ni šiš, pa ni miš, dobimo 3 milijarde na kup, pol pa lepo krademo vsak po svoje. Ne gre. Mora biti javno šolstvo, oboji so enako financirani, enako zdravstvo. Zakaj šolstvo pri nas šepa, oziroma je takšno, kot je? Moram povedati, obstajajo odlični profesorji, obstajajo odlični predavatelji, odlični šolniki, ampak so zatrti z šolskimi programi. Jaz sem se z mojimi otroci dosti pogovarjal o teh uporabnih zadevah. Recimo, ljudje končajo 9-letko zdaj in če ga vprašaš, kaj je to priporočilna pošta, pa kaj dela sodišče, pa kaj je upravna enota, pa kaj je občina, boste videli, da je to popolna zmešnjava. Se pravi, ljudje po 9 letih šolanja pridejo funkcionalno nepismeni ven. Znajo abecedo, znajo poštevanko, da se zaračunajo, da bi pa se znali obnašati, je pa problem.
In jaz se spomnim sebe, da sem že v 7. razredu sam napisal, takrat je mama rekla, napiši prošnjo Mariborsko livarno za počitniško delo. In sem ga dobil in sem pol naslednje leto tudi napisal. Se pravi, sem se že hitro moral opismeniti, da sem lahko malo na trgu dela delal, ne da bo mama za meni pisala. Se pravi, šolstvo takšno, kot je zdaj, kot ga jaz poznam, ker spremljam, dejansko ljudem ne daje tisto, kar bi pričakoval, uporabnih znanj. Govorim o 9-letki, pa še delu srednje šole. Drugo je po študij, kjer si ti izbereš. Težava je v tem, da v bistvu mladina, ko raste, rabi neke informacije, da bo lahko sploh se v svetu ali pa z ljudmi okoli sebe obnašala, in ker teh informacij ne dobi ne od staršev, ne od šole, je pol internet, so pol te zadeve in rezultati so takšni, kot so zdaj recimo v Srbiji, se tudi pri nas, vemo za samomore šolarjev, to bo zdaj junija, julija ali pa avgusta bo ta porast strahovit in to se vse zakriva. In to je tragedija. Zakaj takšno šolstvo? Jaz se vedno vprašam, zakaj šola ne nauči človeka, da bi nekaj več razumel, kot mu lahko starši dajo. Odgovor je enostaven, preprost. Vedno vse, kar zdaj bom ostal na nivoju Slovenije, vse, kar se dogaja v Sloveniji, je narejeno samo zato, da ljudje nekaj ne vejo, in če nekaj ne veš, si v strahu, in če si v strahu, se da s tabo manipulirati, da pa vse to rabiš, je pa namerno, zato da se vse zakrije, kar se je po letu 1945 dogajalo. In ko jaz ljudem razlagam, da bo treba vrniti Gorenje zemljo lastnikom, da bo Mariborsko livarno treba vrniti ono hišo, vse to, ljudje sploh ne vejo, kaj je zasebna lastnina. Pazite, imajo 8 let, ko končano, imajo srednjo šolo, 5 let študija prava in na sodišču sodnica reče, da to ne zanima njo, da če je nekdo lastnik, nekdo je pa v njegovi lastnini, je on posestnik in je on več vreden kot lastnik. To je zadeva, ki sem jo doživel pred 2 mesecoma. Se pravi, naučili so sodnico, pravnico, ker je sistem tako postavljen, da če si lastnik, si nič vreden, ker je nekdo noter po letu 45 in on ima to v posesti in zdaj ga ti dobi ven, če ga lahko. Se pravi, šolski sistem pri nas, verjetno tudi v drugih državah ni idealen, tako da dajmo biti realni, da tudi drugje ni idealno, ampak je ta stopnja vedenja ljudi po nekih šolah bistveno večja in jim s tem omogoča lažje življenje, preprostejše življenje, lažje priti do materialnih dobrin, lažje priti do nekega statusa, do nekega standarda in tako naprej. In zdaj vam bom pred koncem povedal še en slikovit primer. Hčerka in mož Mariborčan sta lani kupila v 5. becirku na Dunaju stanovanje. 93 kvadratov za 430.000 evrov. In ko so to kolegi izvedli, ker sta povedala, ko sta se vselila, kaj so si rekli? Ja, za ta denar bi pa dobil 4 hiše v Sloveniji. Ja, pa kdo rabi, normalen človek rabi 4 hiše? Poglejte, šolani ljudje za ta denar bi dobil 4 hiše, pa to je idiotizem prve vrste. In tako Slovenci razmišljamo, ker smo produkt šolskega sistema, ki ti ni dovolil razmišljati svojo glavo. Preden zaključim, moram povedati, da sem tudi sam s hčerko pa moža presenetil, ker sem jima čestital in sem rekel, da sem vesel, da sta kupila na Dunaju. Je pa, ata, zakaj sta vesel? Zdaj bom povedal samo eno misel. Avstrija je nevtralna država. Imeti nepremičnino na Dunaju je 1000-krat bolj varno kot v Sloveniji, v Bosni, v Srbiji, kjerkoli. Ker je tam svetinja. In vidite, jaz, Poljanec Ludvik, sem dal skozi 8-letko v komunizmu, srednjo šolo v komunizmu, študiral v komunizmu in pol sem leta 1989 imel toliko znanja, da sem pustil službo, dobro plačano elektroprojektanta, ker sem rekel, ne grem se več delati norca iz sebe, pa iz drugih. Hvala.
Ja, Ludvik, to je bilo super. Ima kdo kakšno vprašanje na Zoomu za kakšno debato v zvezi z šolstvom, v zvezi kakšen pravni problem v šoli z otrokom ali kakorkoli drugače? Naj vključi mikrofon, naj pove, naj vpraša. Imamo Ludvika tukaj. Pa imam jaz eno vprašanje. Izvoli. Čisto eno tehnično. Zakaj ima šofer, ki se uči voziti in je z njim noter ta inštruktor, zunaj avtomobila zeleno tablico, na kateri piše L. Kaj ta tablica pomeni in kaj pomeni L? Moram priznati, da se nisem spuščal v to. Nisem se spuščal, ker se mi zdi neumnost. Zvedel sem, da v Ameriki, ko si star 15 let, se prijaviš tam, da boš delal izpit, se vsedeš v avto, opraviš vožnjo in če ocenijo, da si varen, si ga naredil. Nobenih procedur, ampak ti tudi povejo, od tistega momenta, ko dobiš driver license, si tudi odgovoren za vse, kar se dogaja okoli tebe. In vidite, tudi Nemci imajo podoben princip, tam delaš avtošolo, ampak ker smo ravno pri tej avtošolah, težava v Sloveniji je v tem, to je posledica tega, ker pri nas v bistvu v teh državah zunaj si kaznovan šele, ko se nekaj zgodi, ampak so strahovite odgovornosti, materialne, kazenske, če nekomu nogo odrežejo, to 1,5 milijona za celo življenje, takoj odškodnina pa plačuj, ne. Vidite, pri nas pa se to zgodi, onemu nogo odrežejo, ta ima dobre odvetnike in oni ostane brez vsega. Kaznovan dobi jurja evrov za to, ker je prehitro vozil, in dokler ne bomo imeli principa odgovornosti, ne samo v prometu, tudi učitelj, ki nekomu ga vrže zaradi nemščine, vse ostale ocene ima pa solidne, pomeni, da ta učitelj tega otroka ne razume, tega študenta ne razume. Se ne moremo vsi dobro znati nemško, pa angleško, pa ne vem kaj, lahko pa smo dobri pri ne vem čem. Tako da tu je težava celega sistema pri nas je vse, ker se ne upošteva ena misel, ki pravi, demokracija je takrat, ko vsakdo odgovarja za denar in pravice ali obrat. To je bistvo življenja. In tega pri nas ni, še vedno govorimo o kolektivni odgovornosti, ne. Zdaj, če recimo, ko spremljate zdaj te dogodke v Beogradu, ko je ta pobil 8 ljudi, ne, eni govorijo o kolektivni odgovornosti. Ni kolektivne odgovornosti, ker se ve, da oče ni smel imeti doma orožja, konec gotovo. Ni več diskusije. In to je tak. In te principi pri nas, veste, 300,000 izbrisanih voznikov od 1. maja 1998. Vsak tretji voznik v Sloveniji je ostal brez vozniške, čeprav ni nobenih, 99,9% ni nobenih dokazov, da je karkoli storil, ampak je bil tako drastično kaznovan, ker bi morda pa se lahko kaj zgodilo. V pravu pa tega principa ni. In vsi doktori prava z doktorjem Cerarjem, ki je najbolj odgovorna oseba za to neumnost, ker je bil od 2002. do 2012. predsednik sodnega sveta in v tem času je Slovenija zgubila največ sodb na Evropskem sodišču. In vidite, profesor doktor Miro Cerar, pa še par takih tičkov, nam krojijo življenje v Sloveniji, ne? Pa zdaj imamo tega Ptiča, doktorja Ptiča, ne? In to je cela štala. Ne vidim enega v nobeni vladi po 1.1.92, nisem videl enega človeka, ki bi mi vlagal zaupanje ali kot oseba po obnašanju, po znanju, po ne vem čem. Vsi so neki doktori Ljubljanske pravne fakultete, Ljubljana je pa za mene, mesto za mene, kjer jaz vedno napišem, da tu prevladuje nepotizem in incest. To je katastrofa te družbe in to odgovorno trdim in se bom skliceval. Bil je seznam sodnikov še po priimkih in ste imeli na enem sodišču v Ljubljani 7 istih priimkov. Cela žlahta je tam. To ni normalno.
In če greste pogledat šole, boste tudi videli, da tam cele žlahte vedrijo, pa če ne na tej šoli, pa na neki stranski. In zdaj imamo ta splet nekih povezav in otrok je v tem špilu nepomemben. In bojim se, resno se bojim, da se znajo te zadeve tudi v Sloveniji zaostriti, ker to je pa posledica te koronske neumnosti tudi. To je za mene bil katalizator, ker otroci so bili 2 leti odrezani od drugih, samo socialna omrežja, samo in tam se je vrtelo marsikaj. In otroci pa jasno, da poberemo, so pobrali tudi mi, smo takrat v svojih cajtih malikovali neke mariborske junake, ki so bili bolj na negativni strani, ne, kot pa na pozitivni, ne, ker so bili drugačni. Preden še to odgovorim, moram povedati, da v mojih cajtih, ko sem hodil v 8-letko, se spomnim, da smo se pogovarjali v Mariboru o 5 barabah, ne, to so bili taki zelo glasni, ne. Danes pa se lahko pogovarjate o 5 poštenih v Mariboru. Hvala.